Konfucijevi učilnici Koper pridružujemo novoletnemu praznovanju, ki poteka povsod po svetu, kjer živijo Kitajci. Saj se tej lepi tradiciji tudi sami nočemo odpovedati. Vstopili smo v bivolovo leto in kmalu boste izvedeli, kaj nam obeta. Kitajsko novo leto spremlja rdeča barva, ki predstavlja veselje, srečo in pozitivno naravnanost. Na Kitajskem je značilno, da v predprazničnem obdobju svoje domove okrasijo z raznimi rdečimi okraski. Okna okrasijo s papirnatimi rezankami v rdeči barvi čence. Okolice hiše polepšajo z rdečimi lampijoni, denglong. Praznik pomladi je čas, ko se doma zbere vsa družina in skupaj praznujejo. Bivol je na Kitajskem zelo cenjena žival. Zaradi njegove pomembne vloge v kmetijstvu mu prepisujejo pozitivne lastnosti, kot sta delavnost in poštenost, ter moč in vztrajnost. Kakšno bo bilo to leto? Današnjega leta 2021 bo vladal kovinski bivol, zato bo vse, kar je kovinskega, prinašalo srečo. Dekletu je bilo ime Yuan Xiao in dolgo let je služila v cesarjevi palači. Že dolgo časa ni videla svoje družine, ki jo je nadvse pogrešala, še posebej v prazničnem času. Želela si je skrbeti za svoje ostarele starše, pa jih še obiskati ni mogla zaradi obilice dela, ki ga je imela na dvoru. Zaradi neizmerne žalosti se je hotela vzeti življenje. V hipu je odprl rdeč zavoj in prebral novico o požaru. Večer pripravila stojnico, obloženo z belimi riževimi kroglicami, ki jih je boginja ognja naravnost oboževala. Poleg krožnikov naj prižgejo kadila, na stojnice pa obesijo rdeče lampijone. Ljudje so se tisto leto tako zabavali, da so odtlej vsako leto pripravili praznovanje in ga poimenovali praznik lampijonov. Yuan Xiao pa je tako vsako leto lahko ta praznični večer preživela s svojo družino in ni bila več žalostna. Postopek. Testo. Testo zamesimo z moko in vodo, mesimo dokler testo ni gladko, ravno in prav mehko. Nadev. Svinjsko meso, kitajsko zelje, sojino omako in česen zmešamo. Dodamo še sol, sezamovo olje, ingver in poper. Nato vse dobro premešamo, da se vse pomeša. Nato iz testa naredimo več približno enakih krogcev in jih lepo razvaljamo. Potem na posamezen krogec položimo nadev. Testo nato prepognemo in stisnemo rob. Pripravite jih lahko na način, ki je vam najbolj všeč, na sopari, v kropu ali spečete na olju.